V sredo 15. decembra se je v Splošni knjižnici Slovenske Konjice odvrtela zadnja knjižna čajanka v tem letu. V goste so povabili Toma Križnarja, avtorja knjige Nafta in voda. Tomo je predstavil najnovejše informacije iz Darfurja ter bistvena spoznanja in izkušnje, ki jih je pridobil v 10 letih lobiranja za mir in spoštovanje človekovih pravic v Afriki. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni na zadnji letošnji čajanki. Dovolite mi, da vam predstavim današnjega gosta, gospoda Toma Križnarja. Tomo Križnar je novinar, publicist, borec za človekove pravice in odličen poznavalec zgodovine in političnih razmer v Afriki. Od leta 1979 je večkrat potoval, raziskoval in po več mesecev živel med različnimi sudanskimi plemeni na obeh političnih straneh, tako med Arabci kot med Afričani. Sodi med najboljše poznavalce Sudana. Zelo znan je po knjigi in dokumentarnem filmu z istim naslovom Nuba, Pure People, ki govori o genocidu med Nubami v Srednjem Sudanu in o učinkoviti politični akciji, ki je z osebnim Križnarjevim angažiranjem pripomogla do miru v Nubskih gorah. V zadnjih letih pa je aktiven v mirovniških prizadevanjih za Darfur, o katerih govori dokumentarni film Darfur, Vojna za vodo in najnovejša knjiga Nafta in voda. O knjigi pa bo spregovoril današnji gost, zato mu sedaj kar predajam besedo. Izvolite. Hvala lepa. Hvala. Priznam, da mi je narodno v teh besedah. V Afriko sem začel hoditi skromno. Kot študent sem bežal pred obveznostmi in namesto, da bi šel na počitnice v morje, sem šel na drugo stran morja, Sredozemskega morja, kodar je bilo vse cenejše in bili so veliki prostori in bili so nenavadni, zanimivi ljudje. Ljudje, ki so producirali fantastično muziko, ki so znali plesati in ki so bili srečni, čeprav nič skoraj niso imeli. Nič od tistega, kar pri meni doma more biti, če ne se čutim ogroženega, če ne se ne čutim varnega, nič niso imeli, pa so ravno tako žvrgoleli in peli kot ptički na vejah. To nas je po moje vse tujce, ki smo hodili v Afriko tam od 60-ih, 70-ih let naprej, pritegnilo, da smo se kar naprej vračali. Odkot Afriki taka prvinska radost, taka človeška sreča? No, zato sem potoval po Afriki z motorjem, pa na avtoštop, bos. Enkrat sem imel serijo predavanj na temo bos po črni celini. Zakaj bos? Zato, ker se mi zdel, da me bolj zbliža s temi bosimi ljudmi, če grem bos, kot pa če grem obut. No, potem sem napisal prispevke za delo, se spomnim, za slovom Nah med Nubami. Tam sem dejansko kupil 2 koze, pa osla in 4 kokoši, vrečo prosa, olje, sol in šel čez buffer cono, na neko področje med Arabsko Afriko in Afriško Afriko. In takrat sem prvič prišel med Nube. Nuba pomeni v starem egipčanskem jeziku zlato, pa tudi sužnja. Nuba, Nubske gore, Nubici, v bistvu ima vse isti koren in izhaja iz stare zgodovine še, ko so Egipčani ob Nilu plenili in lovili delovno silo, se pravi moč, energijo, med Afričani na jugu, vse dol do Ugande in Konga. No, jaz nisem prišel kot lovci sužnje. Jaz sem bil takrat komaj rojen ekonomist in strojni inženir in sem iskal nekaj, kar še nisem dobil tle na naših fakultetah, predno grem k vojakom, predno me naredijo v vojaka in potem idem v službo, si prevežem kravato in postanem ekonomist v takratni Iskra telematika Kranj. Mene je zanimalo, kaj nekaj je tle dol v Afriki, nekaj me privlači
kaj je tisto, kar bi lahko jaz še dobil, predno se zresnem, postanem družinski oče in zaživim tako, kakor pa vsi normalni ljudje. Pozdravljen, gospod Tomo. Pozdravljeni. Kot vsaka stvar je tudi globalizacija prinesla s sabo pozitivne in negativne posledice. Skozi vaša pričevanja aktualnega dogajanja v Sudanu je razvidno, da je ena negativna stvar globalizacije tudi globalna brezbrižnost. Na vaši uradni spletni strani sem zasledila, da zbirate dotacije za kamere ter internet. Na kakšen način se ljudem v Sudanu izboljšuje kvaliteta življenja s pomočjo teh dobrin? Zaradi mini vohunskih kamer na področjih, kot smo jih razdelili, se pravi na sami frontni liniji in v begunskih taboriščih Darfurja, ni več posilstev. Sulejman Džamus, humanitarni koordinator na področjih, ki jih kontrolirajo darfurski uporniki, pravi, da so naše kamere bolj učinkovite kot pa 20.000 vojakov Afriške unije. To, kar želimo, je pa kompleten nadzor cele vojne cone, vseh gora, vse puščave, kodar se bije vojna za vodo, med lokalnimi prebivalci in vojna za minerale, predvsem nafto, med svetovnimi velesilami. Danes, ko je ta tehnologija tako poceni, mislim, da je greh, če jim tega ne bi dali. Naši potomci nas bodo obtožili, da smo bili brezbrižni, da smo v svoji globalizaciji pozabili na najbolj nedolžne Marije in Jezuške. Prav gotovo. O kakšnem številu ljudi pa govorimo? Darfurcev je od 6 do 9 milijonov, nihče jih ni uspel še nikoli v zgodovini natančno prešteti. Od tega jih je vsaj 3/4 efektiranih, se pravi prizadetih zaradi vojne za vodo in nafto. V begunskih taboriščih jih je kakšnih 2,5 milijona. Od 500 do 750 tisoč jih je pa mrtvih. Danes ste nam predstavili knjigo Nafta in voda. Kako so povezane te dobrine, nafta, voda in pa seveda človeško življenje? Vse nahajališče nafte so pod vojaško kontrolo. Na planetu Zemlja ni nobenih ozemelj več, ki so prepojena z nafto, da niso pod nadzorom te ali druge vojaške interesne skupine. No, nekaj podobnega se zdaj dogaja vedno bolj tudi z vodo. Voda bo vedno dražja. Pitne vode ljudje ne znamo narediti. Ne znamo niti enega kozarca pitne vode narediti. Čeprav vemo, kakšna je njena kemična sestava, vemo, kaj je H, kaj je O2, ne znamo narediti pitne vode. Zato in zaradi tega, ker je človeštva vedno več, bo vedno večji pritisk na pitno vodo. V Sloveniji, v Alpah, recimo v Evropski uniji, imamo pitne vode dovolj. To je res, ampak zato tudi lahko pričakujemo vedno večji pritisk na te vodne vire, podobno kot zdaj doživljamo vedno večje pritiske na področja, kot je nafta. Zato je treba danes uzakoniti tako prakso, da ne bo dovoljeno kar enostavno ljudi prepuditi z področji, kot je nafta pa voda, kar se zdaj dogaja v Afriki, da ne bo taka praksa doletela tudi nas, naše otroke, naše vnuke. Kakšno bo vaše naslednje poslanstvo? Kdaj se vračate zopet v Afriko? 10 dni. Čez 10 dni bom poskušal priti na področja v gorah Darfurja, kamor ne pustijo vse vojske sveta nikogar, da ne bi bil priča iztrebljanju afriških domačinov. Seboj bom nesel internetne naprave za povezovanje prek satelita na svetovno medmrežje in videokamere in poskušal tem ljudem tam omogočiti, da bodo sami kričali na pomoč. Mogoče jih boste slišali. Najlepša hvala za vaš obisk in pa še veliko dobrodelnih akcij. Z veseljem in z upanjem v prihodnost. Hvala. Hvala za pozornost.